vpraša se vodja tropa, ne kliče nazaj. Ga v mesečini sem srečala, pridi cesto Mendelej. In slončica Neli, na pot bom šla, še cirkus bom zapustila. Strobjo pot si bom krajšala, tra. Neli in prikazen. Skavtinje zvončnice so prišle opazovati naravo. Hodile so in iskale ptice in živali. Če so zagledale gozdno bitje, so zaupile ime in ga vpisale v seznam. Taščica! Veverica! Tam je slon! So v en glas zakričale zvončnice in zbežale. O, pridite ven, saj sem samo jaz, slončica Neli. Kaj počenja tu slon? Sloni sodijo v pragozdove. Res sem doma v pragozdu, ravno tja odhajam, samo nocoj nimam kje spati. Prosim, gospodična, naj Neli ostane pri nas. Prosim, gospodična, ne bo nam v nadlego. Ne. Lahko bi šla z nami, tudi ali je že katera imela slona? Po pravici povedano ne, le mačke, pse, ribice, hrčke in želve, še celo prašička. Ampak slona? Nikdar. Še tega ne vem, s čim se hranijo sloni in kaj sloni jedo za zajtrk. Če že vprašate za zajtrk, res ne pojem veliko, ducat rozinovih žemljic in sočik limonade. Dekleta so onemela. Še požrešna Meta v tednu dni ne poje toliko. Anetka jih je pomirila. Bože, kako? Glejte, medtem se je povsem stemnilo, postavimo šotore. Ali znaš postaviti šotor, Neli? Pa ja, v našem cirkusu smo sloni vedno vlekli vrvi za cirkuški šotor. Z veseljem bom pomagala. Kmalu so pogasile luči in zaspale. Nelino smrčanje jih ni motilo, a nekaj jih je zbudilo. Bila je požrešna Meta s polnim nahrbtnikom žemljic. Hotela se je pomastiti, preden bo, saj veste kdo, vse žemlje pohrustal za zajtrk. Nenadoma pa se je iz teme izluščila prikazen. Da pomoč, prikazen! Joj, videl sem prikazen! Kakšna prikazen neki? Res, Netka, videla sem prikazen, velika bela. Kako grozljivo. Netka se ni želela srečati s to prikaznijo, a ker je bila vodja, se je morala. Ko bi le kdo hotel iti z njo. Jaz grem z vami, gospodična, da bom videla prikazen. Tak hec! Tako sta Neli in Netka šli iskat prikazen. Bila je mrzla noč in še luna se je skrila za oblake. Netki in Neli je pred nosom zrasla velika temna postava. Le trenutek zatem jo je mesečina osvetlila. Vsi v šotorih so bili preveč iz sebe, da bi zaspali. Netka je pripravila nočno pojedino. Povem vam, da še nikdar nisem jedla boljših žemljic. Res je bil že čas, da gredo v posteljo. Ko je Neli zasanjala in so glasovi čričkov in čukov potihnili, se ji je v sanje tiho prikradel klic. Prišel je kot vedno na lahnih perutih vetričev in sap. Klical jo je vodja tropa od daleč, daleč.